povabilo, lepo, da spet vse vidim po dolgem času. Ta študija Argus je res zelo stara študija, v bistvu je najstarejši študij v Sloveniji, ki še vedno teče, spravi začela se leta 71, potem pa 83, 93, 2003, spravi vsakih 10 let. Z letom 1994 smo vključili osnovnošolce še srednje šolce, od takrat naprej gre pa po ciklih, se pravi 93, 94, 4 in tako naprej. Res je zahtevna raziskava, zelo obsežna, ogromno stvari počnemo in tudi v življenju raziskovalca je lahko kar povemo, kolikokrat smo lahko na tej raziskavi, jaz grem sam še na eno. Možda naslednji grem v pohoj pravzaprav, 4 cikle smo sposobni raziskovalci v tej raziskavi preživeti, ker je naša delovna doba približno malo več kot 40 let. Tole so pisani parametri, ki jih merimo, ogromno metrijskih merimo na teh vzorcih. To so vzorci otrok, se pravi od prvega do zadnjega razreda osnovne šole, potem cela srednja šola tudi. Ogromno imamo antropometrijskih mer, zaradi tega, ker kljub vsej tehnologiji, ki jo imamo za določanje maščobnih mas in tako naprej, vedno, kada sprobamo, vidimo, da ni čisto to tisto, kar pa pokaže potem antropometrijske meritve, ki so pa vseeno bolj zanesljive kot pa bioimpedanca, na primer, ampak je podobnega, ki je zelo odvisno od hidracije posameznika v tistem trenutku in zelo težko zagotovimo enake pogoje hidracije. Tako da seveda antropometriji, kjer sodelujemo zelo dobro z biotehniko fakulteto, da se njihova ekipa iz antropološkega oddelka pride z nami in njihovi študentje, kar je tudi super, ker se potem naši študentje spoznajo in začnejo sodelovati. Ob tem seveda centralno so preučevanje gibalnih sposobnosti ljudi in otrok in mladostnikov in pa seveda telesne dejavnosti. Tako da imamo tudi ogromno testov z področja fitnessa, zravi telesne zmogljivosti. In tukaj imamo tiste, ki jih drugače nimamo v športno-vzgojnem kartonu oziroma v Slowfit. Sem noter smo dali tiste teste, ki jih imamo v Eurofit bateriji, tako da lahko s pomočjo teh lažje primerjamo našo populacijo s ostalimi. In tukaj se vedno potem pokaže, da smo bili znanstvena fantastika v resnici za večino evropskih držav. Glede zmogljivosti otrokov, tudi v tem smislu. Potem imamo cel kup vprašalnikov, od samopodobe, motivacije, zdravstvenega stanja, vzorcovanja, telesne dejavnosti, samoporočanja in tako naprej. Veliko stvari izvemo o vsakem otroku, o njihovi družini, o njihovem življenju družinskem, tudi spremljamo porabo energije, kjer nosijo uspeškometre otroci in starši, oziroma en otrok pa en starš, tudi malo primerjamo, kakšna je dinamika telesne dejavnosti znotraj družine, ali je povezana otrokova telesna dejavnost na splošno s telesno dejavnostjo staršev, nek vsakodnevni ritem, o čemer je zelo malo raziskano. In pa seveda imamo še od fizioloških meritev, imamo veliko frekvenco srčnega utrujevanja, vedno preverjamo pa krvni tlak seveda, tako da te dve stvari od fizioloških mer imamo. Podatkov je zdaj že seveda ogromno, si pa mi zelo želimo sodelovanja z različnimi strokami. Tako da poskušamo vedno pritegniti strokovnjake, težava v Sloveniji je, kot smo že prej s kolegicami pogovarjali tudi pred srečanjem, da nimamo neke platforme, kjer bi lahko raziskovalci med sabo komunicirali, tudi ko se pripravljamo na raziskave, da bi kdo izrazil interes, mi pa še nekaj pogledali, nam ni problema. Mi imamo vse te vzorce naše, so vedno na istih področjih, se pravi, vedno imamo v osnovni šoli 11 istih okolij, v katerih smo. Tako da tudi z tega okoljskega vidika lahko kakršenkoli vpliv, ki se je zgodil v tem okolju, ali pa, ne vem, dejavnik onesnaženosti, česarkoli, lahko spremljamo s pomočjo teh podatkov. Tako da si želimo, da bi se v Sloveniji oblikoval nek forum, kjer bi lahko mi komunicirali med sabo pa rekli, glejte, mi pa leta 2033 tole pripravljamo, a bi kdo kaj dal zraven, mislim, koga kaj zanima. Bi rad kako podatek znam pobral, da te okoljske dejavnike ki lahko vplivajo tudi na debelost, ki nam ni centralna, mi se ukvarjamo z vsemi ostalimi stvarmi, ampak je stranski produkt našega raziskovanja je tudi znanje o tem, kaj se dogaja glede tega. Tako da, kar se tiče prehranskega statusa otrok,
lahko rečemo, da ta 23 situacija nekoliko boljša, kot je bila leta 2013, ampak je bila vmes že super boljša, samo da se je vmes zgodila korona. Če ne bi bilo korone, bi bili verjetno danes tam nekje, kjer smo bili 83, med 83 in 93, ampak žal se je zgodila korona in ta grozen porast debelosti v tistem času, ki jo smo uspešno začeli zbijati, smo spet nazaj pred koronsko ravnjo, ampak imamo zdaj malo drugačne debelosti, kot smo imeli nekoč. Gledamo tudi kožne gube, ne bom šel po detajlu vse, ampak mogoče je problematika, če pogledate samo ta levo, ta spodno modro, to so fante, 6-letniki. Te so najbolj problematični. Tukaj imamo največji porasti kožnih gub so. In subrelikane, in stegenske, in subscapularna. Vse kaže, da tukaj je tisti trend, ki je tak nelagoden, ko ga pogledaš. Se vidi, da je to naraste. Sploh pri subrelikani je šla skoraj za polovico. Je višja pri zdajšnji generaciji, kot pa generaciji leta 83. Tukaj se nekaj dogaja. To vidi, zakaj se ravno tukaj je v področju pasu nabira maščoba, že pri otrocih, pri fantih, je treba mogoče še kakšne druga znanja imeti, kot pa jih imamo mi. Zato si to želimo sodelovati z drugimi strokovnjakimi področji, ki pa mogoče pogleda tako stvar reče, to je pa to. Mislim, je že dosti zgodilo kaj takšnega, da je kdo prišel pa rekel, in to je pa to. Tako da si želimo tega sodelovanja še reči. Kar se tiče pa telesne dejavnosti, so pa trendi precej ugodni. Tukaj smo sprašvali, koliko se ukvarja z organizirano športovanje. Se pravi, to je vse izven šole, vse, kar delajo popoldan. Se pravi, v društvih, v klubih, kakšenkoli vadbah, kamorkoli hodijo. In tukaj vidimo, da tisti, ki so rekli, da ne trenirajo, sta obe puščici in prefanti na koncu so obrnili navzdol. Tako da ta delež otrok, ki so popolnoma nedejavni, pada. To je v Sloveniji dobro. Medtem ko predvsem narahne ki pravijo, da trenirajo skupinsko individualno športovanje, ali pa v klubu, pa ne hodi tekmovanja, da trenirajo v klubu in hodi na tekmovanja. Ta tekmovalni del je pri fantih malo padel, ampak nas ne skrbi, kaj pride. Tukaj je polovica otrok v nekih sistemih tekmovanjih. Mi tudi nismo zagovorniki tega, da morajo biti vsi otroci vrhunski športniki pa dosegati ne vem kaj. Želimo se celo populacijo tudi visoko, ampak zelo nas pa veseli, da je veliko tistih otrok, kako je narasel ta delež tistih, ki trenirajo, pa nočejo tekmovanje. Spravi, hodijo na trening zato, ker se tam družijo, ker jim je tam všeč, ker tam uživajo. In to je tista populacija, ki je prej skoraj da nismo imeli, zdaj pa imamo. Tako da ta trend je ugoden. Tako da nas še vedno skrbi tista tretjina rdečih, ki ne počnejo ničesar. To je pa res populacija, na katero bi morali mi vsi ciljati, verjetno, ker tudi se skrivajo vsi tisti, ki imajo težave z debelostjo. Pogledamo, koliko časa na teden preživijo v teh vadbah. Smo bili tudi pri kakšnih podatkih malo šokirani, ki vidi, da otroci tudi po 14 ur ali pa več trenirajo, kar je z našega vidika. To je zgornja meja, ko telo odraslega že zmore, kaj še da otroke. Tako da vidimo, da imamo te razpon, koliko otroci preživijo časa pri nekih vadbi je ogromen. In to se tudi kaže pri odraslih našega, ker vidimo, da tudi pri športni vadbi imamo marsikakšno pretiravanje. V bistvu tukaj je ta pregovor angleški verjetno zelo dober, da je vsaka stvar zmernost in zmernost vsake stvari. Tudi telesne dejavnosti je stvar takšna. Ampak zaenkrat se smernostjo še ne ukvarjamo toliko, ker nas toliko skrbi tisti del populacije, ki je popolnoma nedejaven. In se moramo najprej z njimi ukvarjati. Pa se bomo ukvarjali pa s tistimi, ki pretiravajo v drugo smer. Zaslonski čas nas je presenetil, da se je dejansko zmanjšal. Se pravi, otroci so do 2013 preživeli več časa z zasloni kot pa danes. Kar nas navdaja z upanjem, da vse to opozarjanje javnosti ves čas glede tega pri starših, pri mnogih starših pada na podna plan. In opažam, da starši začenjajo regulirati čas, ki ga otroci preživijo pred zasloni. Seveda so tukaj razdelili spet ogromno. Imamo otroke, ki
to so samo podatki od 11. do 14. leta starosti. Imamo podatke, nekateri ne preživijo nobenega časa za zasloni, pač ne uporabljajo. Imamo otroke, ki preživijo na dan 12 ur za zaslon. Ves svoj budni čas, kadar so idli šole, če nekaj starši veselo spijo, so nekateri na zaslonu. In tudi, če bi tukaj le šli pogledati, kdo je kdo, videli, da tam, kjer je zaslonski čas zelo, zelo visok, je tudi pogostost debelosti zelo, zelo visoka. Tako da v prihodnosti se bomo morali zelo močno ukvarjati z zaslonskim časom, ki se vse bolj kaže kot eden ključnih dejavnikov, ki krade dejansko čas otrokom za vse druge stvari. Vidimo pa, da fanti so seveda malo bolj problematični. Seveda nas je tudi uživanje energijskih pijač, ki je upadlo. Tako da tudi se kaže ta počasnost našega reagiranja. Saj mi že veliko let, tako ni mi na fakulteti v javnosti govorimo o tem, da otroci ne smejo uživati energijskih pijač, ampak po mojem smo mi zamudili tisti glavni vrh. In je zdaj začeli že upadati, seveda nimamo nobene iluzije, da bo to kar samo od sebe se nehalo. Še vedno vidimo, da ogromno otrok redno ali občasno uživa energijske pijače in tukaj ne bi morali pisati nič. Tukaj ne bi smeli pisati 10%, tukaj bi morali pisati nič. Energijskih pijač do 18. leta ne rabiš uživati, tudi po 18. letu jih ne rabiš uživati in tukaj bi morali biti mi bistveno bolj rigorozni, kot pa se zdaj nakazuje, da bomo, da bi šli 16 let, ne vem kakšno drugo. Tega enostavno ne rabim. No, ker ugotavljamo zelo veliko stvari, med drugim imamo tudi vprašanje o dojenju, smo prej poslušali o dojenju, pa sem zavračal dal še tega, ko smo vprašali mamice, koliko so one dojile otroke, in smo videli, da te, ki so bile generacije merjene leta 2023, so imele že malo krajši čas dojenja, sprašali smo v mestu polnega dojenja, dokler so dojile brez kakšnikoli dodatkov drugih prehranskih otrokom, ki se je malo zmanjšalo, kar lahko govori o tem, da ta generacija ima tudi zaradi tega malo višjo, še eno dodatno višje tveganje debelosti, če je to čas dojenja, če bi bil čas dojenja nekoliko krajši kot pa v predhodnih generacij. Tako da, Akos za leto 2033-2034 že pripravljamo, to je velika raziskava in moramo kar veliko let prej začeti že in dogovarjati se za stvari z ljudmi na terenu in pripravljati stvari in spremljati tehnologijo in spremljati vse spremembe na področju iskovanja, ki se dogajajo, da jih potem potencialno lahko vključimo. Seveda, vedno bomo ohranili tisto jedro, ki ga imamo notri, da lahko primerjamo stvari za nazaj, ampak smo pa vedno odprti tudi za kakšne nove stvari, tako da tudi vse raziskovalce, tudi ki ste mogoče online z nami, kar vabim, da če imate kakšne ideje, da imate kakšne stvari, ki so relativno enostavne za narediti, ki ne porabijo preveč časa in si da delati na terenu, se da dobiti koristne informacije v povezavi, tudi z debelostjo, zraženjskim stolom in znanjem otrok, smo zelo odprti za to in bi zelo veseli kakšnekoli sodelovanja. Ker vedno vemo, da več glav pač več ve. Mi lahko stojimo s tistimi stvarmi, ki so na našem področju, ampak ne moramo biti suvereni na vseh stvareh. In tukaj vemo, da bi si lahko s kakšnim dodatnim znanjem zelo pomagali, tako mi kot celotna slovenska znanost. Pa ne samo znanost, tudi praksa. Jaz mislim, da Slovenija se mora zavedati, da mi smo okolje, ki smo lahko svetilnik za cel svet. Mi smo ravno tako veliki, da smo sposobni obvladovati vse naše sisteme in sodelovati med sabo in uveljavljati dobre prakse na populacijski ravni. In tukaj se lahko vsi od nas učijo. Od nas se učijo. Naprimer, mi imamo ogromno obiskov iz tujine. Že za leto smo 2 delegaciji napovedani za športno vzgojnike, da pride aprila sem, da bojo hodili po šolah, pogledati po pozvale. In to države, za katere mislimo, da nimajo toliko težav, tudi skandinavske države, ki se srečujejo isto z bistveno hujšimi državami, kot pa mi. Pa o tem ne vemo, vedno jih kujemo v zvezdeh poprnitnih težav, pa so zelo veliki. Tako da nas veseli, da je tudi začel
zanimati ostale države, spremljanje telesne zmogljivosti. Mali granatni okus sicer, da se je to moralo zgoditi zaradi tega, ker imamo Ukrajini vojno, pa zaradi tega, ker NATO ima težave zaradi Američanov in ne podpore in so začele države zdaj razmišljati o tem, da morajo, če hočejo se braniti, v prvi vrsti imeti ljudi, ki so sposobni tako narediti. Ne? Tako da vsi naši miroljubni pozivi prej k temu, da bi skrbeli za otroke, niso padli na tako plodna tla, kot pa zdaj letale kriza in so zdaj začele tiste države, ki so zelo, za katerimi smo zelo proti vojaško nastrojene, ravno iz tega vidika, da bodo upeljale sisteme spremljave razvoja otroka. Ne? Kar z našega vidika ni dobro, mi teh podatkov tudi močemo dati vojski, jih ne bomo nikoli dali, v času osamosvojitve nismo želeli dati, zakaj vam je še vedno zavera nekaterih ljudi, ampak to so podatki, ki so vedno zbirali v miroljubne namene in v dobro otrok, ne pa v slabe namene odraslih. Tako da mogoče pa iz tega na koncu šlo kaj dobrega ven, ker če se bodo zavezali k temu, da bodo začeli, pa bomo naprej neki mir, potem smo mogoče tudi lahko izkoristili eno stvar, ki jo drugače ne bi imeli na voljo. Tako da vabim vsi.